Danes sta v moji družbi Ana in Marija, ki vsekakor ne pijeta kave, tako da tole bo klepet ob čaju, oziroma ne vem, kaj pijeta točno. Mislim, da bo čaj. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Hvala. Gospa Marija, pred 50 leti je bila zadnja skodelica kave. Ja. Kako to? Zato, ker mi ni bilo dobro, slabo, sem bruhala od kave in sem se zanamenila, da nam nikoli več pila kave. In to obdržim vse leta. Vsak dan pa sem dosti imela prilike kave piti, ampak ne. Enkrat rečeš ne, je konc. Bravo, to je ta disciplina, ne? Ja. Vi pa tudi ne kave, pa ne samo ne kave, tudi ne mleka, pa... Kava ne, mleka ne, čaj grenek, Sladkorje tudi ne? Ja. vse grenko, Vse grenko. ja. Kdaj ste se to odločili? To je zaradi prebave, imamo težave. Aha, in potem ste s tem zrihtali. Prosim? Ste potem izboljšali svojo Ja, prebavo s bolj, tem? bolj. Zdaj, kar sem v domu, sem kavo začela piti, sem videla, da takoj moram imeti. In sem nehala piti, zato 5 let kave ne pijem. O, čestitam. Ja, No, odgovarja. to pa ste navdiha, ne? Ker velikokrat z leti, a ne, metabolizem pade, jedra Ja. se zasičijo, potem je prebava slabša in vi, da ste nič, vse je grenko, nič Namesto kave si mleka. vsak dan zeleni čaj naredim. Ja, vsak dan. Ostali imajo kave, so pa telovadi, jaz se jim pa čaj narediti. Kakšna modrost. Zdaj pa vem, kdo lahko namesto mene vod kdaj vdajo, če grem jaz na dopust, ne? To je tudi v redu. Če bi si lahko v svoja 30. leta poslali kakšno sporočilo v preteklost, sami sebi, kaj bi to bilo? Kaj veste danes, pa takrat niste vedeli? Ja, mlajše leta bi šlo, ampak sem pred vojno bila in sem bila nedonošenček in tako s 3 letom sem šele shodila. In vse te leta mislim, kako je bilo težko med vojno in sem ostala skromna in nisem imela nobenih velikih želja. Tako da spomine imam to, ker imam na svoje starše, brate, sestre, moža pa hčerko. A žal, zdaj nimam nobenega več. To se spominjam, pa veliko poškodb sem imela. Tako da nisem imela, ne vem, kakšnih velikih želja. In tudi ne morem, edino zdaj, ko sem v domu, sem nekako bolj sproščena, da se lahko tudi nasmejem. Tako da si mislim, no, to je pa za tisto, ker sem toliko težko živela, je pa, da je to toliko lepše. Ker sem sama tudi živela po smrti hčere pa moža in zdaj pa že nisem mogla več biti sama, ne. In so mi rekli v bolnici, če bi šla v dom, ker so me spraševali, če imam koga, da bo skrbel, sem rekla, nimam. No, je rekel zdravnik, bomo pa mi poskrbeli. In so res, moram reči, da že 3. dan, ko sem ostala v bolnici, so me že klicali sociale Ljubljanskega centra. In so mi že povedali, da lahko grem v dom. No, pa sem se pa odločila, ker so vprašali, povedali, kam naj grem, sem se odločila za dom v Domžale. Ja, drugače pa imam Pa lepe... ste pa kar malo zaživeli, a ne? V Ja, domu, sem ne? se sprostila, sem se, ker nisem občutila tiste napetosti, ko sem jo imela doma sama, ne. In drugače je vse lepo
in so me lepo sprejeli v domu in to srčno hvala vsem, ki mi pomagajo. No. Na najlepše spomine sem pa imela s hčerko, to pa res. In to pa nikoli ne pozabiš, ne. Tako, drugače pa smo imeli veliko težav. Velika družina, vojna, sama slabotna. Nič dobrega to ne prinese, a ne? Ja, ampak nisem se pa pustila, da sem vztrajala o vsaki stvari, na kar sem se namenila. To pa imam v sebi, da se ne spustim tako nizko, da bi rekla, ja, daj pa dosti tega, a ne. Vedno sem imela namen, da grem naprej, da se mi bo vse zboljšalo. No, in je res to, tako da sem zadovoljna v domu, so izredne, dobre, vse osebje in tudi veliko aktivnosti je. Tudi če sem doma prej, ampak tle je pa še več aktivnosti in me to tudi veseli. Ja, in tudi pogumni ste, a ne, da ste danes prišli sem na televizijo. To si verjetno tudi niste mislili, da boste doživela, ne? Ja, ne, imela sem občutek pri 40 letih, občutek starosti, da sem tako stara, da ne mogla več. Pa sem hčerki rekla, pa mi boš dala v dom, če ne mogla več. Je pa rekla, ne, ti ne boš nikoli v domu. Sem rekla, ti me samo v dom, da bo ona prosta, ne, in jaz bi se drugače počutila. Žal je tako prišlo, da je hčerka odšla od mene. Tako da jo nimam več. To. Sem pa še vedno, rekla, aktivna, da se vedno kaj še domislim, pa se pravi, sproščeno se počutim. No, evo, to je pa, če pa kdo ste si pa zaslužili predvsem zdaj, glede na to, kakšne izzive vam je življenje dejansko dalo na pot. Ja. Kakšne izzive, prav, divja liga. Veste, kaj me zanima, gospa Ana? Ja. Tile moške vloge, pa ženske vloge, a kaj spremljate? To se zdaj vse nekaj pobrkali. A ne? Pa deci to delajo, pa ženske to delajo, pa to. Kako je bilo to? Včasih je bilo to jasno pa tako, ne? Ja, včasih se pa to ni več. Aha. Kaj si mislite o tem? Mislite, da bo to, da je pač to treba, ali kako gledate na to? Kaj pa vem. Sem sama, sem vdova, ne. Ja. A nimate nobenega nagledanega v domu, pa to? Imam prijatelja pa to, ampak A pa se dogajajo v domu kakšne take zaljubljenosti, pa to? A mislite, da pri teh letih se lahko še zaljubiš? je po mojem, tudi se, sem jaz slišala, da so že tudi, ja. Kaj, da so se zaljubili v vas? Ne. A ne? Ne. Da so se drugi? Jaz sem spodala, ker sem vdova ostala, sem nekaj, da je konec. Da ne bi več? Ne. Prijatelja, ja, pa prijatelja, da druga pa ne. Verjamete, da se še da zaljubiti tudi pri teh letih? Ja, ja. Lahko, če so dve osebe istega mnenja, pa nekako povežeta med sabo, da sta kot prijatelja, kaj več pa ne bi rekli. No, pol se dogaja pa to, ne? Ja. Se družimo skupaj pa Za to. družbo, ja. Ampak, a se ti zgodi recimo v teh letih, da pride en gospod šarmanten s palcem mim, pa si mislite v glavu, tale pa seksi? Ja, to pa ja. Se? Mislimo se, ja. To se pa dogaja še. Ja. Okej, no to me zanima, Ja, ja. ne? A se, a ne? Krasno, krasno. Če bi pomislili, a ne, današnji svet je zelo drugačen, a ne? Ja, zelo. Veliko se je spremenilo v vseh teh letih. Kje se vam zdi, da smo šli mogoče v napačno smer za tem sodobnim načinom življenja? Pa kaj je dobrega recimo v tem?
Ja, napredek je zelo velik naredil, ne, posebna tehnika v vseh pogledih, v vseh panogah, ne, je šlo zelo veliko naprej. In za ene stvari je to dobro, za druge, na primer za ozračje, za zemljo je pa marsikakšna stvar nepotrebna, pa škodljiva. Tako jaz mislim, da marsikaj, kakšni plini pa to, da nam tudi to greni življenje. Če si zamislite, kakšen je okus jabolka danes, pa recimo pred 60 leti, je drugačen? Ja, da niso špricani, nekaj jih To je prav ekološki, a ne? ekološko, ja, so veliko boljši kot tisti, ki so bi rekla, ekološko, da se čim več pridela, ne. Ampak je boljše tisto, ki je naravno, samo raste in je res veliko drugačen okus. Ampak meni je tako bizarno, ne, ker v vaših časih recimo sadje, zelenjava in te zadeve je bilo samoumevno, da je ekološko, a ne? Ja. Ja, ja. Danes pa to vse nekaj komplicirajo. Kako se vi spomnite, je bila hrana drugačna v vaši mladosti, kot danes? Drugačno, ja. Kaj vam je bilo všeč, kaj ste radi jedli? Jabolka, hruške, grozdje, vse. Kdaj ste pa prvič pico probali? Pico, Ja. 5 let nazaj. In kako se vam zdi? Ja, v redu. Mislim, v redu, samo mora spet biti zame narejena, ko mleka ne sme biti. Aha. Znači, posebej mora zame narediti pico. Ja, no, dobro, zato da se fajn počutite v tem smislu. Evo, če bi lahko dokončali stavek. Disciplina je? Mora biti. Discipline ni, je kaos. Ni ne v vladi, niti v domu, v družini. Če ni soglasja, če ni pravilno, vse dogovorjeno, in to gre v propast. In to ni dobro in se tudi ljudje veliko slabše počutijo, ko ni nobenega reda. Ne, to jaz Red je mislim- red, pa tudi če je slab, ne? Pravijo. Ja, tudi če je slab, mora Mora biti. biti red, ja. Tudi se mi moramo držati reda, tudi v domu, ne da se po svoje nekaj dogaja, ampak greš nekam po svoje se sprehajati ali karkoli. Moraš biti ko po urniku in po njih, bi rekla, nam v dobro, da smo disciplinirani. Da gre vse skupaj nekam, ne? Ja, V tem ja, smislu. da smo- Še ena taka misel je, ki si jo jaz velikokrat si jo ponovim, sploh ko me ljudje sprašujejo, pa zakaj ti tukaj skrbiš za svoje zdravje, pa tako naprej. Ko pride trenutek, starost vpraša, kaj je počela mladost. Se strinjate s tem? Je tako? Ja. Je, ne? Velika sprememba, ne? Velika sprememba, Velika definitivno. sprememba, zaveda. Ja, hvala obema za tale čudovit pogovor in Ja. predvsem hvala tudi delovnima terapevtkama, ki sta to danes omogočili, da so lahko prišli vsi naši krasni gostje, da smo lahko izvedli tale pogovor. Delovna terapija je v Sloveniji zelo, zelo pomembna in preberite si, kaj počnejo delovni terapevti. To govorim tudi kot sama delovna terapevtka. To je mnogo več kot samo nek animator. Delovni terapevt skrbi za kvaliteto življenja in zanima ga, kaj je pomembno vam, na kakšen način vi lahko oplemenitite vaše življenje. In kot pravijo v tujini, zdravnik ti vsekakor reši življenje, ampak oplemeniti in osmisli pa ga delovni terapevt.